so to morda device. Vzel je konja, zdirjal in tisto, ki je najlepše pela, je na koncu poročil, ne? Ja, za primer, kako so naši ljudje ljudskih pesmih tudi pravljice prepevali. In to pesem je zapisal Matija Majer-Zilski sredi 19. stoletja na avstrijskem Koroškem in pa je bila plesna pesem. Kresle gori, na sredi morja sivnega, device tri kresujejo, na sred vasi kresnitijo. Bog dej ti zdravja, oj kraljič mlad, Bog dej ti zdravja, oj kraljič mlad. Ki mlade kraljič govori, kaj je to za čuden glas? Bil je to glas žignanih zvonov, bil je to glas čudnih ptic, bil je to glas čistih devic. Dejte mi kojna frišnega, da je sam še pojezdem ga, da je sam še slišal bom, kaj je to za čuden glas. Ko je do morja prleti, device tri tam dobi, bara starejši dečevco, kako pa ti poješ, ona mu pa odgovori. Jaz pa pojem kot bi cinglov, jaz pa pojem kot bi cinglov. Bara na srednjo dečevco, kako pa ti poješ, ona mu pa odgovori. Jaz pa pojem kot bi zvonil, jaz pa pojem kot bi zvonil. Barane mojši dečevco, kako pa ti poješ, ona mu pa odgovori. Jaz pa pojem, kakor znam, jaz pa pojem, kakor znam. Vpraša starejšo dečevco, kaj pa tvoj oča delajo. Moj oča tolarje preštevljajo, moj oča tolarje preštevljajo. Bara na srednjo dečevco, kaj pa tvoj oča delajo. Moj oča pšeničko merijo, moj oča pšeničko merijo. Bara najmlajši dečevco, kaj pa tvoj oča delajo. Jaz nimam oča ne matere, jaz sem uboga sirotica. On jo pa vzame nakojna in jo odnese iz seboj. To je bil ta čuden glas, ki se ga je dalec slišalo. Noter deveto deživo. Hvala, da ste nas popeljali v ta čarobni večer. Gospa bo nastopila še v nadaljevanju.
Lepo pozdravljeni vsi danes tukaj na odprtju likovne razstave z naslovom Poglobina Zadoni akademske slikarke in pedagoginje Katje Bednaržik-Sudec. Pa prosim Ana-Marijo Stibilj-Šajn, umetnostno zgodovinarko, da predstavi umetnico in nocojšnjo razstavo. Izvoli. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na odprtju današnje razstave. Razstave, ki jo pripravlja draga Katja Bednaržik-Sudec, izjemno samosvoja likovna ustvarjalka. In danes bodo resnično na tej pričujoči razstavi zadonele njene globine skozi svojstven likovno-vizualni jezik. Razstava prinaša pogled ne samo v globine njene duše, ampak tudi v desetletje njenega ustvarjanja, kaj vse se je v tem desetletju dogajalo. Vse to je namreč postalo kot nekakšna refleksija z gladine njene duše, ki jo je avtorica popeljala na slikovne površine različnih formatov, od povsem malih intimnih do zelo reprezentančnih velikih galerijskih. Jezik umetnosti je na nek način univerzalen in mu lahko prisluhne vsak, ki je pač odprt, ki je pripravljen, da to govorico spremlja, da jo doživi. Kljub temu, da ima izrazito moč nagovora, pa vendarle ostaja izrazito intimen. In to svojo ustvarjalnostjo nenehno dokazuje tudi naša današnja razstavljavka. Kajti v svojem ustvarjanju nenehno potuje med vidnim in nevidnim in tako nam resnično vzpostavlja tudi bistvo umetnosti, v katerem je veliko povedanega, a hkrati ostaja tudi avtoričina tista osebna enigma. Kot sem že omenila, je snov njenega ustvarjanja življenje samo. Z vsem tistim, kar ji prinaša, kar jo navdušuje, osrečuje, na drugi strani pa seveda življenje vselej znova valovi in prinaša tudi nekoliko bolj otožne ali žalostne trenutke. Vse to se odseva v njenih likovnih delih, vendar vselej znova lahko rečemo, da zmaguje tisti njen slikarkin notranji optimizem, da v njenih delih ne zmaguje samo svetloba kot tista pomembna likovna prvina, ampak zmaguje tudi svetloba slikarkinega sporočila, njenih emotivnih in duhovnih stanj. Ne le desetletje, kajti na slovenski in mednarodni likovni sceni je Katja že nekoliko več časa prisotna, ampak ves ta čas njenega ustvarjanja, vsebine ostajajo, ta osebna, intimna ikonografija dobiva vedno nova in nova poglavja, vendar kot nekakšen fil rouge, tista rdeča nit, ki povezuje vsa ta njena razmišljanja, vse te njene ideje, to je pa res na eni strani prihajanje, rojstvo, življenje samo in na to odhajanje. In pri tem na vse pomembno je seveda avtoričino zavedanje njene osebne, intimne vloge, njene ženskosti, ženstvenosti, je raziskovanje, kako pomembna je vloga družine, kako pomembni so slikarkini, tudi naši predniki,
kako pomembno je vzdrževati stike tudi s tistimi, ki so odšli v onostranstvo, ki so zapustili svoje fizično bivanje, pa vendarle ostajajo duhovno prisotni, ostajajo duhovno med nami. Torej, vsi ti odnosi, bodi si tisti notranji, izrazito introvertirani, kot tudi oni zunanji, ki osmišljajo in izpolnjujejo naše življenje, o vsem tem razmišlja avtorica in v ta svoja likovna dejanja vključuje ne samo prednike, ampak tudi dediščino, njihov način življenja in vse to potem povezuje v samosvoje likovne celote. Njena ikonografija je torej izrazito intimna, introspektivna, povsem ponotranjena in hkrati tako zelo čuteča, kajti ne le, da donijo njene globine, ampak v njenih globinah so tiste seizmografsko občutljive strune, na katere resnično vselej znova igra vse to dogajanje, vse to razmišljanje, zavedanje, samozavedanje, spraševanje in samospraševanje. In za takšno intimno ikonografijo avtorica v današnjem času, ko je umetnost tako raznolika, ko štejejo predvsem tisti avtorski slogi, resnično ubira interpretativno pot, ki je izrazito samosvoja, ki je izrazito njena, kajti tovrstnim vsebinam resnično pritiče res tak oseben likovni nagovor, ali kot bi Vasilij Kandinski dejal, so resnične umetnine, ki žarevajo ustvarjalčevega duha, ki črpajo moč in eksistenco iz umetnika samega. In vse to, kar Katja ustvarja, resnično živi najprej v njeni notranjosti. Črpa moč za likovno udejanjanje resnično v plovbi, v potapljanju po svojih osebnih globinah. In ta intimističen, samosvoj likovni nagovor je odprt, multimedijski, odprt, tako kot je odprta avtorica sama. Avtorica v to svojo likovno poetiko vključuje tako konvencionalna kot povsem nekonvencionalna likovna izrazila. Ustvarja tudi v duhu časa, saj se poslužuje tudi reciklaže in ready-made predmetov, ki so kot nekakšni spomini, kot materialna snovnost, ki govori tiste globje, osebne in duhovno sporočilne zgodbe. Kajti vse je podrejeno tej slikarkini introspekciji. In materialni svet je resnično v službi tega, da lahko izrazi tisto, kar je na nek način neizrekljivo, a v njenih delih ostane celo otipljivo, čeprav je ta dotik nekoliko odmaknjen in lahko govorimo bolj o dotiku tega duhovnega pogleda. Njene slike so torej neke vrste nekonvencionalni objekti. Nekaj imamo seveda tudi klasičnih plastenj, vsega tega, kar prihaja iz gladine njene duše. Ampak veliko je slik, ki resnično tudi skozi likovno formalno rešitev predstavljajo potovanje iz površine v globino. Tako ostane okvir oziroma podokvir njene slike
okvir, tisti fizični okvir, na katerega avtorica napenja različne slikovne zaslone in tako resnično gledalcu omogoča, da potuje iz površine v globino, od tukaj tja daleč, vse do onostranstva, s katerim avtorica nenehno komunicira. In na tej poti se torej pojavljajo različni slikovni odri. Slike se prekrivajo in hkrati večplastno, hkratno nastopajo. Na tem potovanju tudi s pomočjo uporabe tankih prosojnih tkanin ali pa epoksi smole, to sta dva materijala, ki sta nepogrešljiva v njenem ustvarjanju. Torej, na tem potovanju s vsemi temi hkratnimi slikovnimi odri se vzpostavljajo tudi močni, zanimivi in hkrati na nek način spreminjajoči in izmuzljivi optični efekti. Kajti vsi ti materijali in hkratnost dogajanja vzpostavlja tako imenovane Moiré efekte, ki se razkrivajo, ki nam pripovedujejo avtoričine osebne zgodbe, ki so spreminjajoče in so pogojene tudi z našo točko očišča, torej kako, s katere strani gledamo sliko in kako smo se sposobni vanjo poglobiti. In če se nam vse te vsebine vendarle nekako odmikajo, če nam ostajajo enigmatične, pa vendarle na tem potovanju od tukaj v slikarkin oseben svet spoznavamo tudi marsikaj tistega, kar je prepoznavno in kar je pomemben nosilec njenih zgodb. Nedvomno je to ženska figura, ker avtorica izhaja iz sebe, ker govori o sebi, iz sebe, o ženski, ne samo o njej, ampak ta njena osebna zgodba je lahko tudi zgodba vseh nas žensk. Na tej poti seveda torej srečujemo žensko figuro, srečujemo otroka, srečujemo angele, torej neka nebeška bitja, duhovna bitja, in srečujemo še nekaj, kar je simbol ženstvenosti, kar je najlepše v naravi, in to je cvetje, ki se res tako bujno v različnih oblikah razcveta v njeni umetnosti, govori o lepoti, o ženskosti, o enem izjemnem vitalizmu, ki preglasi tudi tiste globoke, včasih otožne ali pa celo nekoliko temne misli. Avtorica pri tem komponiranju, ki je izrazito premišljeno in osmišljeno, ne uporablja samo epoksi smole in teh že omenjenih tankih prosojnih tkanin, ampak tudi različne torej predmete. Ključen element podobotvorja je nedvomno tudi njena avtorska fotografija, so odtisi tudi njenih umetniških grafik, in potem v vsem tem intimnem potovanju se moramo zaustaviti še pri enem izrazito intimnem in hkrati elementarnem likovnem izraznem sredstvu. In to je risba, to je črtna sled, ki v različnih oblikah, vendar povsem necenzurirano, pristno, prvinsko vre iz nje same in razkriva res tisto, kar je samo njeno,
kar je globoko osebno in kar se povsem neposredno udejanja v novo likovno-vizualno stanje. Hegel je namreč v estetiki zapisal, da je prav v ročni risbi ta sled roke najbolj neposredno prevaja misel v likovno dejanje. In podobno je razmišljal tudi Milan Butina in še marsikateri drugi likovni teoretik. In ker sem že uvodoma omenila, in ker je v to duhu tudi današnjega glasbenega vložka, se avtorica vselej znova poklanja dediščini, svojim koreninam, ki se jih globoko zaveda. Ženskam, ki so gojile ročne spretnosti in nešteto ročnih spretnosti, ne samo tistih umetniških, ampak ročnih spretnosti, ki so podrejene umetniškemu toku, živi v ustvarjalnosti današnje avtorice današnje razstave. In pri tem mislim tudi na različne vezenine, kajti risba, ki jo avtorica včasih vzpostavlja v svoje artefakte, je velikokrat tudi zvezena in sploh je to vezenje še ena taka vez, ženstvenostjo in tudi s preteklostjo. Ampak v vso to heterogenost pa vidimo, da prihajajo tudi kakšni zapisi, kakšni miselni utrinki, ki jih avtorica tudi v obliki kolaža vselej znova vključuje v svoje stvaritve. Torej, iz te širine likovno-izraznih možnosti, klasičnih in povsem samosvojih, ustvarja en premišljen in izrazito uglašen konglomerat, ki je resnično odsev nje same, tisti odsev, ki prihaja iz njenih najbolj intimnih kotičkov, kot da bi vsaka slika bila en zbir tistega najbolj njenega, kar je iz kamrice svojega srca, svoje duše položila v likovno podobo. In pri tem njenem snovanju in hkrati raziskovanju dvodimenzionalnega slikovnega polja, ki se odpira v tretjo dimenzijo, kajti to so res tiste prvinske iluzije, ki jih avtorica ustvarja. Torej, v vsem tem raziskovanju, likovnem raziskovanju, avtorica tudi se nenehno sprašuje, kaj je še mogoče ustvariti s tablo, s tisto sliko, ki ima zgodovinski status in hkrati že leta, že stoletje čutimo, da je na nek način ogrožena. Kajti avantgardni ruski kritik Nikolaj Tarabukin je leta 1918 govoril o La Dernière tableau, ampak kot vidimo, je bil slab prerok. Slika še vedno živi, nadaljuje svoj zgodovinski status in hkrati dobiva novo podobo. Katja Bednaržik Sudec ta zgodovinski status slike svoje in naše preteklosti spreminja v sodobnost in vsemu temu, tako likovno-formalnemu kot vsebinskemu, daje izjemen, vitalen nabor.
resnično, draga Katja, za ta zven globin ti iskreno čestitam in želim še veliko sledenj sebi, samo sebi, kajti s tem tudi nam, gledalcem, lahko daješ največ. Razkrivaš se, vendar delček enigme vendarle ostaja samo tvoj. In to je tisti poseben čar tvoje umetnosti, je tista svetinja, ki nekako postane ena dražestna vez z gledalcem, ki želi vstopiti v ta tvoj bogat, likovni in duhovni svet. Vsem skupaj pa želim, da bi njene globine se prelile v vaše in da bi zazvenele, da bi zadonele. Marija, iskrena hvala za poglobljeno predstavitev nocojšnje razstave. Si nam tudi na nek način približala prvi pogled do slik. Pa prosim gospod Ljubojenče za naslednji nastop. Hvala. Od spočetka je Bog dolgo spal. Potem pa se je zbudil in njegov prvi pogled je ustvaril našo lepo zemljo. Njegov drugi pogled sonce. Njegov tretji pogled luno. Vsak njegov naslednji pogled bleščečo zvezdo. Bog sam se je čudil ustvarjenemu in je šel, da si vse pogleda. Potem pa se je utrudil in se vrnil na zemljo, da si spočije. Ko je legel nanjo, mu je iz čela penila potna sraga na prst. Iz nje je ustvaril človeka. Božjega rodu smo. Zato si moramo potu svojega obraza služiti kruh. Besedi pa sedaj vabim avtorico razstave, gospo Katjo. Izvolite. Ljuba bi mi zdaj mogla dati vajo, da bi moj glas bolj prodorno zadonel. Jaz sem hotela reči samo hvala, da se danes vidimo v živo, ker kakšne sem vas srečala samo online, mi je fino, da se danes vidimo v živo. Všeč mi je, da tukaj vidim eno pestro druščino in vsi prihajate iz različnih koščkov mojega življenja. In upam, da bodo ta srečevanja tako privatno na ulici, doma, pa tudi kdaj v galeriji še kar potekalo, ali pa se dogajala večkrat. Bi pa se danes htela posebej zahvaliti Ljubi. Veste, tako čisto tiho, že odkar je Zala rojena, poslušam jaz njene CD-je,
kakšen se mi je prekuril, kakšnega sem mogla na novo nabaviti. Pa sem pa še izvohala delavnico, s katero mogoče pa moj glas postaja tudi malo drugačen, ne samo na podobah. Hodi sem na pozornost. To se zgodi, ko glasba spremljamo nekaj. Zahvalila se bom pa tudi Ana Marije, v ozadju zmerom najde možnost, da se kje pa dela predstavijo, kljub temu, da niso tista mainstream dela, ampak so pa res namenjena pa publiki, mi pa ona omogoča, ne, da je vsake toliko časa. Ker pa so v galeriji družina organizacijsko za vse odgovorne gospa Manica. Umetnik in tudi galerijski vodja Florian. Sem vsakemu ponudila nekaj v vrečkah, s čimer vas, čemu vabim potem vas, da opustite in probate s tem ugotoviti, o čem govorijo podobe v povezavi z vami. Hvala. V galeriji Družina smo hvaležni, da prav v tem grobem času, hektičnem, v teh družbenih prelomih lahko razstavljamo vaša dela, vašo odo materinstvu, nosečnosti, vaš poklon očetu, odnos do stare kapele tam nekje v Prlekiji in vsej tej lepoti. In s temi besedami kaj drugega bi težko dodala, ker slike govorijo same zase več kot mnoge besede, je razstava tudi uradno odprta. Preden pa vas povabim, da se prepustite tudi sami tem objemu teh slik in degustaciji, na katero vas je povabila Katja, pa prisluhnimo še en pesmi. Hvala, izvolite. Verjetno poznate moje delo, ampak nismo poudarili, da so to stare slovenske ljudske pesmi in v izročilu nisem našla Katje, sem našla pa Katico. Tako da bo zdaj pesem o Katici. Hey,
Thank you.